Živjo, moje ime je Jasna Grbič, prihajam iz družinskega podjetja Makra Kozmetika. Sama sem ustanoviteljica blagovne znamke Tattoo Care. To je mazilo za nego tetovaž, ki se je prvič predstavilo v oddaji Štartaj Slovenije. V bistvu jaz se niti nisem odločila za poslovno pot, to je bolj prišlo tako nepričakovano pa z enimi življenjskimi izkušnjami. Posledično zaradi operacije hrbtenice, ker sem imela skoliozo, tako da takrat mi je ta operacija pustila veliko brazgotino čez cel hrbet in ker pač nisem želela, da se ta brazgotina vidi, sem jo prekrila s tatujem in na trgu nisem našla ničesar za nego. Mami je pa magister farmacije in smo imeli že neki tako podjetniške izkušnje, tako da sem v bistvu uporabila mazilo, ki ga je mami naredila, in od takrat se ukvarjam s kozmetiko, odprla sem takrat SP, se pojavila na Štartaj Slovenija in praktično je bil uspeh nekako čez noč. Kakorkoli je bilo super sodelovati z družino in vse, je bilo to tudi nekako najtežje, tako da jaz sem zelo vesela, da sem to leto odprla svoje podjetje in da nekako sodelujemo z družino, da so oni še vsem proizvajalci kozmetike, jaz sem pa prodaja in marketing in da imamo to nekako ločen, ker imam še vse nekako svoje cilje, svojo vizijo in verjamem v njo in do zdaj se je vse skupaj izkazalo za super, tako da pač nadaljujem to pot sama. Ker sem mlada punca in blond, vidiš pri ljudeh, da mogoče te takoj popredalčkajo nekam, ampak jaz dam vsakmu čas, da me spozna, da vidi in zmer pravim let success make the noise. Zmaga v bistvu to, da sem res iz te ene najtežje izkušnje potegnila najboljš. Ker bi lahko že takrat obupala, se smilila sama sebi in resno na začetku takrat je bilo, ker sem bila v bolnici in okrevanje 1 leto, sem mislila, ok, z mojim življenjem je konc. In pol te v bistvu ta operacija pripelje do tega, kar počneš danes in v bistvu sploh ne razmišljam o tem, da neham, ampak samo v bistvu, kaj bi še, česa bi se še lotila in pač posel mi je tako ena taka strast in vztrajam. Najbolj ponosna sem v bistvu na to, da mi je uspelo še vseeno dvigant naše družinsko poslovanje na višjo raven, zato ker oče pa mami sta začela leta 1991, ko smo prišli v Slovenijo. Jaz sem drugače ena izmed prvih jugopeterčkov. Živi otroci smo 4, ena punčka je že po porodu umrla, ena je od rojstva na vozičku in takrat 91, ko sta ona postavila posel, ko je mami v bistvu ustvarila mazilo za nego dojenčkov, za nas. Da sem jaz v bistvu nekako uspela nadaljevati to pot oziroma to dvigati vse skupaj na eno višjo raven. Največja odgovornost je v bistvu takrat, ko zaposluješ ljudi. Jaz iskreno sama zase se bom že znajdla, si bom, našla službo, mi res ni problem karkoli delati. Največja odgovornost mi je, če nekoga zaposlim, da v bistvu mu tudi omogočam s tem dobro življenje, da preživi svojo družino in to mi je tako res odgovornost, ker v bistvu skrbiš za druga življenja, ne samo zase. Sama sebi svetovala v bistvu, da bi bila malo bolj pogumna, pa malo bolj samozavestna. Jaz nisem človek mogoče, ki se rada hvala, ampak je treba stvari povedati na glas, da bi v bistvu te kdo slišal, ti kdo tudi pomagal, da hitreje prideš do uspeha, tako da to, da bi bila predvsem malo bolj samozavestna, pa da bi si malo več upala.